Za življenje. Za življenje. Psiholog dr. Andrej Perko in doktorica Verena Perko. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Za življenje. Lepo pozdravljam tudi zakonca Perko, doktorico Vereno in doktorja Andreja. Oba lepo pozdravljena, dober dan. Dober dan. Danes smo nekako v znamenju zbiranja sredstev za 3 dobre namene in tudi to oddajo Za življenje bi namenili nekako dobrodelni noti. Ker se vse začne v družini, se tudi skrb za drugega, dobrodelnost začne v družini. Kako, Verena, vi to vidite? Kaj ne rečem, jaz prihajam iz enega takega podeželja, kjer se je vedno pomagalo. V vasi, kjer smo živeli, Branica je to bila, so ljudje resnično vedno priskočili. In tudi vsaj v naši vasi, ne vem, če je res to cela Primorska, ampak je bila navada, tudi če si kaj rabu, če ti je kaj zmanjkalo, čist jasno, da si tekel k sosedom in da so ti dali, da nikoli ni bil to problem. Potem seveda, ko sem se preselila, sem videla, da to ni tako povsod. Ampak to, tako da ne samo družina, jaz bi rekla tudi malo širše okolje, nasploh pa družina. In oba dva starša sta resnično vedno imele odprte roke za pomoč, za nekaj tudi, ko smo šli nekam, recimo, to je bilo ponavadi Trst, ker takrat v Jugoslaviji seveda ni bilo beračev, ampak Trst jih je pa imel, in vsakokrat, ko smo prišli nasproti, nekomu, ki je prosil za dar, vedno je mama dala. Pa če bi danes pogledala nazaj, bi človek rekel, se skoraj res ni bilo iz česa, ampak je pa dejstvo, da vedno lahko najdeš nekaj, kar daš, in da majhen dar je velikokrat mnogo bolj srčen kot tisti velik. Je pa tudi tako, da brez velikih darov seveda ne bi bilo velike dobrote. Ja, se spomnim, kako ste enkrat rekli, če bi se odpovedali eni kavici, na dan morda, koliko bi to pomenilo na nekem drugem koncu sveta? To bi pomenilo, da bi lahko enega otroka izšolali, da bi mu nudili izobrazbo. In to bi resnično spremenilo ta svet. To je ena kavica na dan. Jaz vem, da marsikdo tega ne more napraviti, ampak jih je tudi veliko, ki bi lahko to napravili, res zavestno si enega prašička naštimali, namesto da bi zavil v bar, pa si mogoče doma skuha, pa bi mogoče potem to bil mal manjši dar, ampak še vedno ogromen dar. Ja. Kajti ne samo hrana in voda, kar je predpogoj, ampak neka izobrazba, ki jo otrok dobi, to je pa ključnega pomena. Ja, zdaj pa, da ne bi kdo narobe razumel, ko nas že tako nagovarjajo, da bi se odpovedali mesu in potem zdaj še kavi, ne gre to v to smer, vseeno ne. No ne, jaz mislim, da bi se lahko marsičemu odpovedali, kot če pogledamo okoli sebe, pravzaprav z leti, če dalje manj hrane, ne rečem, da bi lahko se tudi sladkorju odpovedali. To bi bilo še veliko bolje. Tudi za zdravje na koncu. Tudi za zdravje, ja. Andrej, kako pa vi gledate na to, da se te oči za stisko drugega odprejo v družini ali pa tudi širše, kot je Verena omenila? Ja, seveda. Že Verena je omenila, da je pomembna tukaj družina, starši, kakšen odnos imajo oni do teh dobrin, v katerih živimo. In če so tako odprti, kot so bili Vereni, tudi moji starši, naprimer, potem tudi otrok to posrka, ponotranji in tudi sam kasneje v življenju to naprej nese in je tudi odprt za te darove. Tako da tukaj je zelo pomembno, kako
starši, pravzaprav ta odnos njihov in pa kako vzgajajo te svoje otroke, ne, da v tem odprtosti do drugih, do revežev, do tistih, ki nimajo. Ne. Sam današnja družba pa je malo problematična, kar se tega tiče, ne, ta individualizem, ne, se pravi ta egoizem, v nekem smislu z drugo besedo, samo jaz, ta narcistična družba, v kateri živimo, smo že dostikrat govorili o njej, ne, da pa pač ni usmerjena v to smer, v to darovanje, v to, da so tudi drugi, pravzaprav naši ljudje, ki živijo okrog nas, da so potrebni, oziroma si zatiskamo oči pred tem, ne, da tudi nam je včasih, mi da zverjeno tudi tem revežem, ko potujejo okrog, vedno daš tisti drobiš, ki ga imaš v žepu, ne, da čeprav naprimer, takšnim pa ni zadat, ne, tudi se spomnim, ko sem bil v centru socialno delo v službi, ne, da socialne delo, oziroma je bil takšen princip, ne, da ljudem, zlasti zasvojencem, alkoholikom in tako naprej, pa se je dejalo v funkcionali, se to je reklo, se pravi, ne denar, ker še seveda gre za alkohol, ampak za hrano. Dobro, se to, če ima družino, razumem, ne, da. Vendar te ljudje, veste, niso rabili štruce kruha, ampak pol litra vina, ne, da. Nekaj smisla, zdaj se sliši tako mačkan čudno, kar govorim, ampak zasvojen človek, naprimer, ne, ko ga vidiš na cesti, on rabi svojo dozo alkohola, da lahko korkoli toliko normalno živi, da se normalno počuti. In je pravzaprav mu potrebno to dati, ne. Se malo čudno sliši, za današnji družbi, ampak on trpi brez alkohola, brez droge, svojo narekovajo. In v nekem smislu mu zdaj dajeti za sendvič, veste, te peljem na sendvič, ne pa, da mu daš tisto evro ali pa 2, ali ne vem koliko v roke, ne, da bo že naredil sam s tem darom, ker bo pač hotel, ali bo to res porabil za hrano, za kruh, za to, da preživi, ali bo porabil za, ko ga vidiš pravzaprav, da rabi svojo dozo alkohola. Kaj zdaj pravzaprav ta dobrota naša? Ali je to dobrota, da mu pravzaprav odtegneš to, ne, ker je pač zasvojenc in ne more pomagati sam sebi, ali je to pravzaprav neke nasilje nad njim v nekem smislu? Da mu to pravzaprav ne omogočiš in ga peleš na kos kruha. Ne. Dobro, tudi to je potrebno, ampak ne. Zato se tudi dostikrat sprašujem, ne, ta dar, ne, ko ga damo, ali ga dajemo pogojno ali ne, to je silno pomembno. Ne. Če ga daš, ga dam, ne glede, in potem človeku pustiš, da s tem naredi karkoli hoče. Zlasti v teh primerih, kar sem zdaj govoril, ne, se pravi, govorimo o klošarjih, o alkoholikih in tako naprej, zasvojenih ljudeh. Ne. Če že damo dar, ali ga zdaj pogojujemo, ti ga dam, če boš šel, se pravi, jest hrana, ne pa za to razvado oziroma to tragedijo, v katerim pa živi. To, da bi mu pa tam na kraju samem pametovali, naj gre na zdravljenje, pa tako ali tako ne pride v poštev. Ne, najbolj pametno. Se tudi ima težave, se ti ljudje v glavnem nič več ne jedo, ne. Se tudi ne prenesejo, ne. Pa tudi vidiš te mlade zasvojence, ko se ti res trga srce. In dobro veš, da bo šel takoj zavogal, ne, ampak tako to je. Tako, seveda. Zakaj pravzaprav moramo skrbeti za druge? Če smo kristjani, nam res za naše bližnje ne sme in ne more biti vseeno. Ja, pa to je pravzaprav že pri človeku genetsko pogojeno, ker se je oblikoval kot človek v skupini. In zato, ker čisto preprosto, če gledamo nazaj, recimo 2 milijona let, ali pa 2,5, kolikor vemo, da uporablja orodje, človeka v nasprotju z ostalimi živalmi ne tečemo tako hitro, nimamo tako ostrih zob, ne krempljev, kaj še ne. No, nekateri jih imajo. Ja, vse to je res, ampak vendarle, se pravi, on se je oblikoval v skupnosti, v skrbi en za drugega. In tudi tukaj, če že recimo prevzamemo to idejo evolucionizma, v katero seveda ima vsak verjetno svoje stališče, ampak nekaj smo tukaj mogoče najbližje, ko je prav zaradi te soodvisnosti se izoblikoval govor
kot komunikacijsko orodje, ne, in v drugi strani seveda tudi razum. Ne. In ta skrb je presodnega pomena, kajti ima že tudi glede na rojstvo otroka, ki rabi v nasprotju, ne, ko se srna postavi samo tistih par minut, je pravzaprav kritičnih, postavi na noge in odide, otroka pa spremljamo, dobro, pri neandertalcih je bilo to malo manj, ne, in je tudi njihova stopnja, razlagajo, da je toliko nižja, kolikor je skupina manjša. Medtem ko pri Homo sapiens sapiens je ta skupina večja, doba odraščanja se podaljša, se pravi, učna doba človeka narašča. Ne? In zdaj očitno smo prišli tako daleč. Do vseživljenjskega učenja. Do vseživljenjskega učenja, to je dejstvo, ampak človek se tudi vedno je učil, ne? Vedno je bil, ne? Mi mislimo, da je edino učenje šola, pa ni res. Celotno življenje, ne? Vse prilike, vse izkušnje so naše življenjsko učenje. Ne? Ampak nekle prav tukaj, ne, ta odnos je bil presoden in tukaj je človek tudi psihološko, to bo Andrej verjetno bolje lahko razložil, ne? Dejansko se izoblikuje šele v stiku z drugimi. Ne? Človek, ki ni, ne, se vemo, ne? Tudi že Andrej večkrat omenil, dojenček, ki ni v stiku z materjo, ne? Se pravi, tukaj gre za neko duševno potrebo, ampak tudi telesno. Tudi telesno. Kaj človek, po vašem mnenju, dr. Andrej Perko, izgubi in izgublja, če se mu svet zoži samo nase, na svojo ožjo družino, na vse ostalo pa nekako pozabi? Ja, on osebno vse zgublja. V končni fazi smo odnosna bitja. Ne. To je pravzaprav v nas dano, gensko bi človek lahko rekel. Ne. Se pravi, ne, te dve temeljni težnji so pri človeku dejansko vrojeni, in sicer težnja po pripadnosti, ne. To je to, da smo pač odnosna bitja, in težnja po samostojnosti. Ne. Tudi to, ne? In včasih se te dve malo tepeta, kako moram pripadati oziroma potem pa biti samostojen, da to je na kontinuumu vsak na svoji strani. Ampak oboje je potrebno, in tudi ta težnja po pripadnosti, tudi sam vidim, ne? Človek, veste, če je sam, ne? Zlasti, dobro, so različna obdobja življenjska, pa tudi vsak dan, tudi vsak človek potrebuje tudi samoto, tudi to je res, da se pravi, da je sam, da ni tudi, da se umakne, da je lahko sam sabo, da lahko premisli neke stvari in tako naprej, in ga tudi to kot človeka oblikuje. Vendar na drugi strani pa je ta skupnost oziroma da je v odnosu. In če nima tega odnosa, postaja čudak. Zlasti v kasnejšem obdobju odraslosti, in ta asocialnost, s katerim govorimo, če gre v patologijo, potem imamo tukaj ima ta človek veliko težavo. Sicer sam morda niti ne vem, kako sam to doživlja. No, ponavadi ima zelo hude stiske, saj tako vidim pri terapevtski skupnosti, pri ljudeh, ki pač iščejo pomoč pri meni, da je samota oziroma samskost lahko huda stvar, če človek tudi te samskosti v nekem smislu ne sprejme. No, naprimer, duhovniki ali ki ima celibat in tako naprej, redovniki, ne, se pravi v samostanih in tako naprej, je potrebno biti posebno zrelost tudi v končni fazi, da lahko človek živi tudi sam, v odnosu pa z Bogom, v končni fazi je v nekem odnosu. Ne. Ta brezodnos, ne, se pa psihološko gledano zelo, zelo problematičen, zaradi tega, ker te ljudje postanejo čudaki, kot sem prej omenil. Zakaj gre tukaj? Ne? Tem ljudem se ne morejo osebnostno se brusiti in rasti tako kot ljudje, ki smo v odnosu. Ne? Naprimer, jaz moram ženo bogat. Ja, tu imate dobro ženo, dobro brusilo, bodite hvaležni. Se pravi, se moram včasih svoje potrebe dati na stran zaradi tega, da preživiva. Da zrastete. In da preživimo. Da je verjetno tudi verjena tako. Se pravi, se brusimo v odnosu eden z drugim. Ne? Se pravi, da ne more človek vsega dosežiti oziroma vsega dobiti, to, kar pač mu pade na pamet. Sejde, pri samskem človeku, ki ni v odnosu, pa se v neki situaciji, ki je mečkem bolj zoprna, kritična, se pravi, je zelo enostavno, se umakne v svoj svet, se mu ni treba prilagajati. Jaz se moram ženi prilagajati, ne? Drugač bo zaropotalo. Že tako zaropotal včasih. Njemu se pa ni treba in tako se celo življenje pravzaprav umika v svoj svet in postaja čudak.
asocialen v nekem smislu, oziroma se ne more prilagajati in zaradi tega tudi osebnostno se ne more brusiti in rast. Doktor Rugel, saj še to pomeni, doktor Rugel je rekel, da je konec življenja, se spomnim enkrat, je rekel, najhujša psihiatrična diagnoza je samskost. In to smrtno resno je mislil. Ne tako, da se je tako malo norca delal. Dejansko, ker je ugotovil v svojem delu, da te samske ljudje so zelo, zelo problematični. In pravzaprav ne moreš napraviti, oziroma ta človek ne more takšnega napredka v stiski, če se znajde napraviti kot tisti, ki so v odnosu. Ja, ampak tlele bi vsem rekla, ne, da seveda doktor Rugel tega, čeprav je tudi priznal, kolikor se spomni, ne, ta živ odnos, ne, duhovni, ki ga imajo pa zares zreli ljudje, ti ljudje pa seveda niso samski. To je pa tudi treba upoštevati. Ne. Neko se reče, so je popolno, ne, ni isto merilo, ne. No, ampak dejstvo je, da tukaj sredi site Evrope imamo prav drugačne težave, bistveno drugačne težave, kot jih imajo recimo tisti ljudje, za katere zbiramo zdaj sredstva, smo danes zbirali sredstva. Tam je še lakota, prikrajšani so materialno tako in drugače, ampak nimajo pa takih težav, ne, kakšna samskost, pa te stvari, ki smo jih zdaj govorili. Če pogledamo materialno zelo dobro preskrbljeno Švedsko, ne, ko je vse urejeno tako, da poteka po računalniku, vsa izplačila, plačila in tako naprej, pa je človek lahko 14 dni mrtev v stanovanju in potem se zgodi, da zvedo šele, ko nekaj smrdi iz tistega stanovanja. Ja, to je pravzaprav točno to, ne? Ko nas je pripeljala ta brezodnosnost do tega, da živimo zaprti v svojih stanovanjih, se zapremo, ne vidimo, ne razmišljamo o temu, ne, se vsi poznamo, ne, ko se odpre kakšna zgodba, ko ljudje vzklikajo, ne mi govoriti, tega jaz ne morem prenašati. Ne, to ni res, ne. Mi smo tukaj zato, da vidimo, zato, da prenašamo in zato, da ta položaj, če lahko, tudi izboljšamo. Tudi za nekim majhnim dejanjem, ne, zdaj ves čas govorimo pravzaprav o tistem novčiču, ampak gre pravzaprav za skrb za svet tudi drugače, ne? Da lahko ogromno naredimo s tem, da se obiskujemo, da si naklanjamo pozornost, da namenimo kljub stiski s časom, recimo čas za pogovor, da slišimo nekoga, tudi če je to majhna, kratka pozornost, a ne lahko ta svet spremeni na bolje, ne. No in ta, rekla, siti svet, dejansko, recimo prav severne dežele, ampak ko se kar približujemo tudi v marsičema, ne, je prav to umanjkanje, ne, odprtosti drug do drugega, ne. Kajti tudi navsezadnje dobri Bog nas je naredil v paru in je rekel, tako, če smem dopolniti prejšnje besede, a ne, je rekel možu, da ne posluša ženo, to mislim, da je bilo takrat dobro, ni napisano, ampak mislim, da je bilo tako rečeno. Mišljeno, ne? Pavel govori o tem. Malce, ampak vendarle, ne? Že sama ideja, ne, pravzaprav fantastično razloži človeško bitje, ne, ki je transcendenčno, ki je odprto navzgor, ki je odprto v preteklost, odprto v prihodnost, ne, tle pa nobena evolucija tega ne razloži, ne, nobena genetika, ne, tle je konec teh razlag, ne, in ki seveda naročija, ne, tako in tako, ne, in jo pošle pravzaprav skupaj v paru v svet, ne, drugač bi, jaz sem prepričana, da Bog je tako vsemogočen, da bi lahko mirno naredil model človeka, ki bi funkcioniral popolnoma brez kogarkoli drugega, ne, ampak naredil je družino, naredil je skupnost, naredil je občestvo in dejansko mi funkcioniramo lahko kot, ne samo, da, kar smo rekli, telesno, psihično, ampak tudi predvsem na duhovni ravni, pravzaprav v, kako že rečemo, občestvu svetnikov, v občestvu umrlih in tistih, ne, ki je, to je pa najbolj specialno in specifično za človeka, da smo pravzaprav skupnost tudi za tistimi, ki bodo v prihodnje. To sem glih v tej ideji prišla pravzaprav na to misel, ne, kaj že na prav pri študiju recimo dediščine, ne, ki jo ohranjamo, za koga že?
za neko imaginarno prihodnost, za nekoga, ki bo šele prišel, ki ne vemo, če bo prišel, znanstveno to ni dokazano, ne? Je verjetno ni dokazano, ne? Ker ne more biti, ampak to je prav tista najbolj človeška, najvišja funkcija, ne? Da se nanaša na to, kar šele prihaja, kar mu je nekje obljubljeno za samim stvarjenjem. Ja. Pred kratkim sem gledala dokumentarec o življenju v Auschwitzu, pa ne o življenju internirancev, ampak o življenju SS vojakov in spremstva elite, tako. In me je zelo začudilo to, kako so oni ob tistem trpljenju mirno pijančevali, jedli in se delali, kot da vsega tega ne vidijo. Se pravi, da smo že pred časom pripeljali tako daleč, da smo bili za človeško stisko lahko popolnoma neobčutljivi. Kaj mislite, da je v glavnem pripomoglo k tej neobčutljivosti? Ja, skratka, zdaj to, kar smo slišali, bi rekla tako, da je mečkan model pravzaprav tiste družbe, ki je deviantno se razvila v brezčutnosti in ki živi od tega, od uničenja vseh ostalih. Ampak to je en mečkan, res izredno pretiran model današnjega sveta. Na to sploh ne pomislimo, ne? To, da mi lahko vržemo toliko hrane preč, toliko obleke porabimo, toliko vsega, ne, dejansko pravzaprav gre na račun tistih, ki v Pakistanu, ne vem, umirajo zaradi zastrupitve z temi kavbojkami, strganimi ali s čim jih že brusijo z barvami in tako da, zdaj da malo pretiravam, ne, ampak bi rekla, da ostali nimajo praktično ne izobrazbe, ne možnosti, ker bi resnično ta podelitev, ne, resnično izboljšane stanje. Če enemu človeku olajšam življenje, sem rešil cel svet, se temu reče. In tukaj je ta veličastnost krščanstva in zato je prav, da smo kristjani tudi ponosni, ko zdaj kažejo z vseh strani na nas in marsičem smo si sami krivi. Ampak neka ta dobrota, ne, ko reče, koliko so čarovnic požgali, koliko so knjig požgali, koliko so uničili tega in onega. Mislim, takrat se res pokrčiš in ne veš, kaj bi rekel. In takrat je treba reči, lejte, in toliko dobrot je bilo storjenih. In Slovenci smo tukaj resnično lahko vzor temu svetu. Ne? Če se spomnimo teh primerov, recimo, kako svetla zvezda je ta Schindlerjeva zgodba. Zadnjič sva bila v Budimpešti, sva si pogledala drevo življenja. 450 000 je bilo poslanih v dobrih mesecih Judov, družin, otrok v taborišča in usmrčenih. Ne? Streljali so jih na robu Donave, ne, čevlje so morali sezuti, ker so bili dobrina, zato je ta spomenik danes, ne, ti čevlji tam, ne, v železu narejeni in Donava jih odplavlja. Ne. In to je svet, ki, kaj res tisto, se ne vem, če imam prav, ampak se bojim, da imamo prav, ne, ko rečemo, ne, to je pravzaprav res model, kam nas pripelje brezčutnost do človeka. Morate razumeti tudi, ne, že psihologi, že od Freud govorijo, pa tudi Fromm in tako naprej o teh dveh težnjah, pravzaprav Thanatos, ne, smrt in pa eros, prav življenje, ta dihotomija človeka, ne, da sicer to je psihološka razlaga, pogled, ne, da je v tako črno-bel, ne, in tudi Fromm govori, ne, o biofiliji in nekrofiliji, se pravi usmerjanje v življenje in v smrt v nekem smislu, ne, da, in to je ta, človek je eno in drugo, ne, da, zdaj kako se razvije, kaj v teh izrednih prilikah, kot je vojna in tako naprej, tukaj se vidite, kaj se dogaja že v Bosna, kaj postane človek, res žival, ne, v nekem smislu ubijalc in tako naprej. In lahko, pravzaprav, ne, se tudi totalitarizmih, ko govori, ne, Hannah Arendt, ne, gledajte, to se čudimo temu zdaj v tem mirnem času, da je to sploh mogoče, ampak očitno v takšnih prilikah, trenutkih, človek postane res neprepoznaven v tem smislu. Kaj pride iz njega? Ta, kar govorijo prej, ne, ta usmerjenost v smrt, ta drugi del človeka, ta bestialnost pride ven.
koliko se to zavedajo, kaj niti ne bi špekuliral, ne, da je ljudje, koliko je to. Ampak je pa res, ne. Ne moramo popravičevati tega. Vojna je to napravila, čas je to napravil in tako naprej. Človek je odgovoren za svoje dejanja. In to ne moramo zdaj krivde kolektivne, tukaj ne moramo o kolektivni krivdi govoriti, Frankl o temu govori, ne, ampak o individualni krivdi in tudi zaslugi za neka dejanja, ki jih napravimo. Ne moramo se mi reči, čas je bil takšen, nisem kriv za neke stvari, ne, nisem mogel drugače napraviti. Ni res, v vsakem trenutku ima človek možnost napraviti stvari tudi drugače, kljub temu, da je celoten prostor, celoten čas takšen, ki je proti temu. Ne, smo odgovorni za svoje dejanje, bomo tudi za nje odgovarjali v končni fazi, ne dvomno. Tako da tukaj je, se skrivati za kolektivom v neki norosti, ki se počne v nekem bestialnosti, pa se prav ni upravičila, to hočem povedati. Ne. Ja, ampak se to prav potrjuje, ne, to našo, rekli res, višjo naravo, duhovno naravo človeka, ne. Kaže, da zakoni vedno se jih da prilagoditi tako, da lahko karkoli narediš in vse lahko sodišče potrdi. Če imaš večino. Ja, ali pa kakorkoli, ampak izhajamo iz tistega, ne. Se so se res, esesovci točno to zgovarjali, ne. Se oni so delovali, tako kot jim je zakon dopuščal, v okvirih zakonov, kakor so jih poslali. Da pravi, človek resnično ima nekaj presegajočega, ki ga lahko samo presegajoče postavi v neke meje. Ne? Tle pa zdaj postavimo nasprotno, Kolbla, ne? Pater je bil, ne? Ko je zastavil svoje življenje in šel v samico in tam z stradanjem tudi umrl v neskončnih mukah, ne? In je rešil življenje prostovoljno za življenje očeta velike družine. Ne? Tudi tukaj, ne? Rekla, zakaj nam služijo pravzaprav vsi ti vzori? Zato, ker jih tako krvavo rabimo, kako se orientirati, ker nam zakoni lahko kažejo popolnoma napačno pot, a ne? In zato, ker se tudi vzgaja v današnji družbi, pameten bodi tiho. Ne, naloga izobraženca, naloga je pravzaprav določa ga, ne diploma, ampak pravzaprav tistega, ki je odgovoren, ki ima čut za sočloveka, ki ga vodi nek višji, pa če pustimo zdaj vse ostane, ampak pri kristjanu recimo Sveti Duh, ne, pravzaprav ta bo dostojanstveno izrekel, ne glede na posledice, to, kar misli. Če je narobe, bo popravil ali pa naredil, a ne, tudi tisto, kar je treba v trenutku napraviti. Ne? In to je tisto, ne? Kar je, ne? Kaj napravite dobro. In dobro ni nikoli slabo, ne? Samo po sebi. Slomšek je rekel, da so časi taki, kot smo ljudje, ne? Po dobrih ljudeh dobri časi, po slabih slabi. In zdaj, če pogledamo to razmere, ki jih imamo danes, lahko rečemo, da smo vsi skupaj nekako skuhali in pomagali, da imamo take čase, kot jih imamo. Ampak danes ves čas govorimo o tem, da lahko vsak posameznik na temelju osebne odgovornosti naredi tisto razliko, Verena. Ja. Ne? In tukaj je tudi pomembno, da tudi svoje otroke že v družini naučimo, da ni skupnost tisto, ki je silno pomembna, da ne bi zdaj zvenelo, da zdaj zanikamo tisto, kar smo prej rekli, ne? Ki je silno pomembna, ne? Skupnost, v kateri deluje, ampak da se ga nauči, da je skupnost toliko boljša, kolikor je več dobrih dejanj, ne? Ker težko reči, ne, vsi veste, dobri bomo absolutno, ko bomo svetniki, če bomo kdaj, ampak se bojim, da ne bomo kar masovno gor vzeti, ne, ker pri nas pa prevladuje ta izrazita, ta duh kolektivizma, ne, pa sem tiho z vsemi, pa naredim tako, pa ne bom smešanje. Se spomnim, ko sem hodila, takrat sem še študirala v Zagrebu po vojni, ne, Hrvaški, in na koncu 90-ih, ne, in ko smo hodili s kolegicami po Slovenkami,
Po ulicah ogromno je bilo takrat vojne konec, teh vojnih sirot, pregnancev, se tudi spomnimo še pri nas. Ampak tudi traumatiziranih ljudi. Zelo, tudi očitno zapitih, brez roke, brez noga, Bog ve, kje so prišli. In seveda sem meraj imela nek drobiž in sem dejala, tako ki je rekel Andrej, tako ki je moja mama zmeraj naredila. Ne? In sem dejala in so mi rekli, pa ti se boš iztrošila, kam boš šla? Slovenci so to rekli, ne? Ti boš tako malo posmehljivo, ne? S kančkom, ne? Rekli, pa kam to pelje, ne? Kaj na koncu bomo naredili, ne? Ampak da smo šli pa na kafe skupaj, pa da si čas, to je pa normalno. Ni pa normalno, ko odreagiraš na nekaj tam, kjer gre večina mimo, kajti vzgojeni smo, pa zdaj prevladuje pa res ta duh kolektivizma, ki pripelje lahko tudi uničevanje. Ne? Tako, ne? Ker če vzamemo tudi koncept smrti, če vzamemo smrt kot del življenja, kot nekaj, kar nas čaka prehod, kjer bomo odgovorno morali poročati, dati službeno poročilo, ne, opravljenem delu, ne, rekla, pravzaprav je ta smrt seveda popolnoma drugega predznaka kot tista temna Thanatos, ne, kjer padeš v nič, kjer vse izgine, ker je vseeno, kaj pravzaprav počneš in takrat je seveda kolektiv za to, da pravzaprav izživiš, ne, vse te uničevalne in tudi planejo na dan, ne? Te uničevalne moči. Pa se kolektivizem je pravzaprav v tem negativnem smislu, ne? Da gre za to, da človek se ne sooča s svojo odgovornostjo, ne? Osebno, o kateri smo pregovorili, ne? Se skriješ za kolektiv, za ljudi, ne? Da tukaj gre predvsem za ta moment, ne? Da se skrijem v družbi, se mi ne bodo opazili, tukaj, in današnji čas je problem ravno odgovornosti, ne? Odgovornosti človeka. In celotna moderni čas je ravno v tem, da človek v tem narcisičnem smislu, da se ne vzgajamo v te odgovornosti, za svoja dejanja. In celotna družba, zahodna družba je v to vpeta, da pravzaprav ljudi vzgaja, celotna družba, sistem je takšen, da pravzaprav vzgaja ljudi, ki so konformisti, ki niso sposobni se odločati o neke stvari, ker pravzaprav nimajo niti sposobnosti. Nimajo, ampak po drugi strani so pa lahko imajo pa doktorat, recimo. To se ne izključuje. Ne smemo pozabiti, kako je rekel Mark Twain, ne? Mislim, sem enkrat že to rekla, ne? Ko je pisal v srednjo šolo na univerzo in je rekel, in sam sebi obljubil, da njegovo šolanje je obljubil sam sebi, ne bo imelo nobenega vpliva na njegovo izobrazbo. Ne? Kar nas, ne, vendarle pomisliš, ne? Ni vsak diplomiranc že tudi izobraženec. Izobraženca določa resnično odnos do soljudi, odgovornost, odprtost in tudi te, kako se je pripravljen za neko stvar postaviti. In če nimaš prav, tudi tukaj je grozovit manjko sodobne družbe, ne? Kaj tega, izločen za vekomaj. Ne, če nimam prav, bom pač to mnenje korigiral, javno se upravičil. Zdaj je Andrej že parkrat omenil to odgovornost in se mi zdi prav, da ob tem povem, da letos mineva 95 let od rojstva Justina Stanovnika in da je o odgovornosti krasno napisal v Novi slovenski zavezi, lahko pa naši poslušalci poiščejo tudi ta podcast v eni od oddaj Od slike do besede, ampak to je samo tako za spotoma, da o odgovornosti slišijo nekaj tehtnih besed, bi pa rekla še to, ko pravimo, da so časi taki, kot so, da vendarle to, kar so danes pokazali naši poslušalci, ko so zbirali denar za te 3 misijonske namene, da so tukaj rezultati vedno tako dobri, da nas nekaj dni puščajo kar odprtih ust in rečemo, hvala Bogu, še je dobrota na svetu. Ni vse tako črno, ne, kaj govorimo. Ne, daleč od tega. Prav Slovenci tukaj resnično izstopamo in pri preprostih ljudih pravzaprav naletiš na največjo dobroto in največjo odprtost. In tukaj resnično si
krščanstvo zasluži en velikanski poklon in več spoštovanja, kot ga žanjamo v zahodni družbi. Ja, smo pozorni na to patologijo celotno. Vedno se govori tudi v časopisih, tudi samo televizija, sredstva obveščanja in tako naprej. Samo se poudarja pravzaprav ta negativnost v družbi, umori, prevare, ne vem kaj vse. Ne? To so novice, ki so udarne. In na temu, se pravi, vse te novice bazirajo. In se pozablja na ta drugi pol, če pač na pol damo, to dobroto ljudi, to mnogo dobrih ljudi, mnogo dobrih in urejenih družin, ni vse patološko in tako naprej. In to pa kar pozablja se, to pa ni novica. Nekaj, kar nas bilo malo sram tega. To je posledica te naše družbe, ki jo krojijo mediji. Ne? In tega se moramo zavedati. In kolikor bolj se prepuščamo, rekla, že vse tem novicam, že spremljanju, brskanju in tako dalje. Za dobro jutro že, če ni usmerjeno, pravzaprav že zjutraj moramo pomisliti, kaj bomo, ko prižgemo ekran, prebrali, ali slabe novice, ali pa Božjo besedo, ki nam je vsak dan znova za komentarjem, pravzaprav za dobrih, 10 minut. Ne? In imaš popotnico in napotnico, mečkam bi rekel, človek se daš en težek plašč tistega Hubertusa, ko so šli na lov, rekla se oblečeš, tu če je dež, tu če je ono, in boš šel ob tej misli skozi. Vidva se gotovo spomnita drugega generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov, to je bil Šved Dag Hammarskjöld, ki je umrl v izrednih okoliščinah, pravzaprav pravijo, naj bi ga namenoma odstranili, ker je bil izrednega duha, premišljen človek, je tudi molil, bral mojstra Eckarta. Po smrti so našli njegov dnevnik, v katerem med drugim zapiše, da ni vsaka prošnja molitev. Nekdo od naših intelektualcev je šel še dlje, da nobena prošnja pravzaprav ni molitev. Molitev naj bi bilo to, ko ne fehtariš nekaj, dobrega Boga. Kako bi vidva to pokomentirala, če sva zdaj že pri molitvi, kasneje bomo tudi eno psalmistovo vrstico malce pokomentirali, Verena? Ker malo srama, skar naprej neki fehtarim tam gor. Taki smo ljudje, ampak ja, točno tako, molitev je zahvala za tisto, kar imamo, in tudi velike preizkušnje so pravzaprav zahvala. In ko to obrnemo, potem seveda gledamo drugače v življenje. Ampak bom kar bolj tih rajši. Seveda, radi prosimo. Seveda, se ljudje se zavemo, pravzaprav, ko smo v stiski, zavemo svoje majhnosti. In takrat pademo na kolena. Tudi ljudje, dostikrat neverni, se pravi, ki ne verujejo, zelo prosijo in molijo k Bogu, ko so v stiski. Takrat jim vse prav pride v narekovaju. Ampak ta stiska je tista, ki pač človeka pripravi do tega, da je manj domišljal. Se pravi, da začuti svojo presežnost. Začuti svojo majhnost, nekaj smisla. Ranljivost. Ja, zdaj pa smo pri psalmu, ko psalmist reče, dobili boste vse, kar si želi tvoje srce, in potem mi sanjamo kakšne jahte, pa hiše na morju. Ali je to, Verena? Ja, ampak psalmist se ni vozil, ni gledal na morju tam jaht in kaj že Bentley, kaj že Maserati, kaj že. Rekla, ampak pustimo šalo na stran, rekla, ja, to je tisto globoko, pravzaprav, kaj je tisto, kar je v nas in po čem naj hrepenimo. In tle mislim, da je popolnoma jasno pravzaprav, po Božjem kraljestvu. To je tisto, kamor se pomikamo. Tudi mi dva rečeva v šali, kar je pa sicer resnica, da se pomikava proti izhodu. In če hočeš, da ljudje so čist šokirani in zaprav te ne vabijo več na obiske, je tisto, da rečeš, pomikamo se proti izhodu. Jaz sem en nagovor tako začela, pa se je prav klavrno končalo, eno srečanje naše. Ampak bom rekla, točno ta, pomikamo se in radost bi morala v nas naraščati in
točno to se nam dogaja, ne rabimo več umetne podobe, sijajne mladosti, močnega telesa, ampak pravzaprav izginja, zato da bomo lahko šli skozi tista mečkana vrata, Šivankino uho, rekla pravzaprav Božje kraljestvo in potem najhrepeni naše srce. Ja, no to na stara leta zdaj, seveda človek vedno bolj upam, da saj jaz tako gledam, ko se staram, vedno bolj se človek razmišlja o tem, kaj je pravzaprav bistvo našega življenja, kaj je pravzaprav tisto, kar je vredno in bo vredno in vse to, kar smo nagrebli, kar delamo, uspehi, v življenju, vse ne vem kaj, priznanja. Prepoznavnost. In tako naprej, vse skupaj je nesmiselno. Dejansko nobene vrednosti nima. Bomo umrli, pozabili bomo več ali manj, bomo v spominu nekje na grobniku, otroci nas se v spominu, morda že vnuki. Kar ne otežujte zemlje, še z nagrobniki. Dobro, ampak okej, nas ni več, nekaj smislu. Poglejte, jaz se dostikrat dam primer Antona Trstenjaka, veliki psiholog, že psiholog, ki je bil res prepoznaven, sijajen človek in tako naprej. Kdo še danes o njemu se kaj spomne? Razen obletnici smrti morda, ko imajo to društvo, pa ta inštitut Trstenjakov in tako naprej. Jože Ramovš se ga gotovo. Ja, dobro, ampak iz misli slovenskega človeka ga ni več, ne obstaja več, v nekem smislu. Kdo se ga še spomne? Pa je bil za časa življenja tako prepoznaven, tako veličina. Tukaj, kaj je res zdaj bistvo? To se ga tudi na skupinah, se ljudje zamislijo in povem, pravzaprav, kaj je naše bistvo, zakaj pravzaprav živimo, zakaj se trudimo, tudi za odnosih smo danes govorili, tudi za to, da smo to dobroto, tudi v tem, da dajemo dar drugim človekom. Kaj je pa res bistvo človeka? Da se pripravimo na ta prehod, kot je Verena govorila, da odhajamo v ta drugi svet, in to je pravzaprav nam da smisel življenja v nekem smislu. Ampak zdaj si zelo fajn povedal, pravzaprav preden še odidemo, pa pravzaprav smo pozvani, da v skupnosti napravimo dobro, da damo svoj dar. To je naša odgovornost in dolžnost. To pa nedvomno. To ne pomeni, da zdaj gledam v luft in čakam, da bom umrl in šel na ono stran. Imam dolžnost, imam naloge, ki jih moram izpolniti. In to je nekaj tudi tukaj in zdaj. In to niso mi, ker izbiramo. Dano nam je to in smo dolžni stvari tudi napraviti, tako kot so nam darovi dani, se pravi talenti, in je naša odgovornost, ali kako jih bomo izrabili. Ni to, da iz nas prihaja, ampak nam je bilo šenkan, v nekem smislu. In tukaj je ta odgovornost, kateri smo tudi pregovorili, da te talente izrabimo tako, kot so nam bili dani. Ja, ampak v prid skupnosti, še spet. Seveda. Kdaj po vašem mnenju oziroma vedenju, Andrej, vi boste to gotovo dobro vedeli, pride v človeka taka avtonomna morala, da ne samo odgovornost, ampak da tudi ravna v skladu s tem, kar je prav tudi za drugega, ne samo zase. Je to z 18 letom, ko je človek polnoleten, ali je to odvisno od posameznika in okoliščin? Odvisno od rojstva naprej se človek oblikuje. Tukaj, ko smo že prej govorili, je silno pomembna vloga staršev, ves ta razvoj, da gre razvoj. Ljudje gremo, oziroma od dojenčka naprej, se razvijamo po nekih zakonitostih, nekih razvojnih fazah, ki so zelo jasno določene psihološko, to je psihološki moment, pa smo zdaj duhovni moment tudi, ki je tukaj. In tukaj, če so optimalni pogoji za takšen razvoj, ima človek veliko možnost, da se razvije neko moralno bitje, odgovorno bitje, lahko pa tudi ne. Se pravi, da so to zunanje okoliščine. Seveda psihologija se seveda zahakla samo na to psihološko dimenzijo. Vendar človek ni samo to. So pa seveda večje možnosti, da človek postaja to moralno bitje in je to silno pomembno obdobje tam 4. do 6. leta. Kot pravijo psihologi, do 6. leta se ves razvoj zgodi. Potem se samo kasneje ponovi v puberteti in tako naprej. In tukaj je pomembno, se pravi, prvi starši, potem vzgojitelji, če hočete, v okolju, v katerem živimo, tudi šola in tako naprej, celotna družba, v kateri smo vraščeni, kakšne vrednote nam sporoča, in tukaj se človek potem oblikuje to moralno in odgovorno bitje. Ima več možnosti, lahko pa skrene. Z iste družine,
se včasih čudimo, starši so enaki v narekovaju, gotovo pa, da nimajo enakega odnosa, oziroma so otroci tudi eni bolj občutljivi, eni manj občutljivi, vsi smo nekaj posebnega in ne moreš potem z istimi merili meriti neke družine ali pa neke človeka. Ne? In človek je pravzaprav skrivnostno in čudežno bitje. Vsak posameznik. In je lahko od njega, se pravi, sem še govoril o tej odgovornosti, ki mu je pravzaprav dana Božja, ne? Kaj bo z tega naredil? Ali bo šel v to dobro, v življenje, v biofilijo, ne, kot Fromm pravi, ali v nasprotno smer. Ali nekje posredi, kakorkoli, ne kropne voda. Ne. Tako da je od človeka tukaj odvisno in ne moramo samo na psihologijo se naslanjati, ne, in psihološko razlagati naravo človeka. Je premalo. Se pravi, ta duhovna dimenzija je tista, ki je silno pomembna. Ja. Rekli smo tudi to med drugim, da lahko čisto vsak posameznik nekaj prispeva in naj ob tej priložnosti povem, da vidva že vsa leta prostovoljno, brez honorarja, hodita in delita svoje znanje in izkušnje za naše poslušalce in se mi zdi, da je na tem mestu, da rečem iskrena hvala, tudi za to, kar sta povedala danes, ampak zadnja bo pa Verenina, Andrej, kaj ne? Vedno tako je in bo. Ne, jaz mislim, da predvsem midva dolgujeva zahvala vsem, ki najo poslušajo in se najo ne naveličijo, res neverjeten odziv, tako da res je. Ja. Ampak drugače pa imamo seveda za mojimi vnukinjami imamo že kar eno čredo koz v Afriki, zato ker vsake toliko časa se spomnimo, ker pač nimamo svoje zemlje, ne? In damo tistih evrov ali pa 5 evrov na telefon, kar vsakdo lahko, vsake tok cajta stori, ne, namesto da bi plačal v družbi kafe, pa 1919 in napiše Afrika 5 in imate kozico, ki jo bodo misionarji podarili družini, s katero bo preživela. Mislim, da je to čudovito. Ja, in čudovito je tudi to, da naši poslušalci res ob vsaki pustni iskrici naberejo toliko denarja, da so potem te misionarke hvaležne in ljudje na koncu zadovoljni. Hvala vsem, ki so darovali, ki bodo še darovali. Hvala pa tudi vama, da sta prišla in želim lep mesec. Hvala lepa. Za življenje. Za življenje.